morda se nam bo še kdo pridružil. S tem svečanim dogodkom uradno začenjamo tudi naše leto jezikov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Glede na številne jezike, ki jih poučujemo in raziskujemo na naši fakulteti, smo si letos zadali za naš izziv, da predstavimo ne samo koliko jezikov tukaj poučujemo, ampak tudi predstavimo različne uvide v te jezike. Zato je v okviru leta jezikov nastal ta tako imenovani cikel FF govori ali Filozofska fakulteta govori, za katerega je pokroviteljstvo prevzel naš kolega dr. Luka Repanšek, z oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje, ki se je tudi tukaj v tem kontekstu tudi res zelo potrudil, zelo angažiral, pridobival predavatelje, ki ste jih seveda predlagali za vseh oddelkov in se mu tudi na tem mestu lepo zahvaljuje. Predvsem pa bi seveda danes v naši sredi pozdravila tistega, ki bo začel ta naš cikel predavanja. Sredi pa pozdravljam akademika, profesora dr. Marka Snoja, ki, kot se gotovo veste, poučuje tako na našem oddelku za primerjalno splošno jezikoslovje, kot seveda je stacioniran tudi na ZLC v Cerezuju. Prihajajo še noter. Kar vidim, da smo drugič morali začeti z neko akademsko zamudo. Tako da, mogoče vam ne bi jemala teh dragocenih minut, ker smo se že na začetku malo zbogajali, koliko časa naj predavanje traja. Jaz bi samo rekla, da smo zelo veseli, da ste se odzvali našemu vabilu. Vesela sem, da smo se ob tej pozni uri in ob tem neprimernem vremenu zbrali tudi tolikšno število na tej naši filozofski fakulteti. Zelo se veselimo vašega predavanja, etimologija in Slovenci. Mislim, da nas čaka marsikaj zanimivega, tako da vam kar dam besedo. Srečno. Hvala lepa. Spoštovani dragi kolegice, spoštovani dragi kolegi, jaz se zahvaljujem za priložnost, da v okviru prireditev v letu jezikov na tem mestu spregovorim o tisti reči, ki jo imam najraje, in to je o etimologiji. Po mojih opažanjih je etimologija v zadnjih nekaj letih, ali pa celo desetletjih, precej redka tema predavanj in predstavitev, kar pa se mi ne zdi pretirano moteče, saj je prav v istem času povečala veljavo z dostopneje prikazanimi spoznanji zdaj že skoraj 200-letne znanosti upravljanja besede. Današnji dan je torej vendarle nekaj posebnega. Beseda bo bolj kot o posameznih etimoloških razlagah tekla o etimologiji kot znanosti in predvsem o tem, kakšen je v tej znanosti delež slovenskih mož in žena. A najprej seveda vprašanje, kaj je etimologija? Etimologija je jezikoslovna panoga, ki ugotavlja izvor in prvotni pomen vseh pomenonosnih jezikovnih prvin, torej morfemov, besed, tudi glasnih imen, neprozornih stalnih besednih zvez in frazemov. Jezik, vemo, sestavlja dva neločljivo prepletena dela, ki sta poimenovalni in urejevalni del. Poimenovalni del imenujemo leksika, urejevalnega pa slovnica. Etimologija se posveča zgodovinski in predzgodovinski razlagi poimenovalnega dela jezika. Pri tem je zavezana eksaktnim pravilom, ki jih odkrivata zgodovinska in primerjalna slovnica in upoštevanje možnosti, ki jo odkriva predvsem jezikovna tipologija. Sama beseda etimologija, ki se prvič pojavi pri Diogenijanu Epikurejcu, je zloženka iz grškega predelnika etymos, ki pomeni pravi, resničen, in samostalnika logos, ki pomeni beseda govor. Etimološka razlaga besede etimologija je torej govorjenje o pravem, resničnem, namreč pomenu besed. Od antike pa vse do začetkov primerjalnega jezikoslovja proti koncu 18. stoletja etimologije niso pojmovali v smislu diahronega pogleda na jezik, saj je bilo dejstvo, da se jezik skozi čas spreminja, do takrat zelo slabo ozaveščeno. Posamezne besede so razlagali bodisi z elementi istega jezika, bodisi z elementi drugega,
ne nujno sosednjega, pri čemer razmerje med obema tipoma razlag ni bilo jasno. Podobnost ali celo glasovna enakost med besedami različnih jezikov so, kot vemo danes, lahko posledica prasorodnosti, kot je recimo angleško sister in slovensko sestra, ali slovensko nos in angleško nose, prekmursko celo nose, pa zato prekmurščina ni bližen angleščini. Lahko je posledica prevzema, naš graf je prevzet iz nemškega graf, seveda iz varščine, kjer je pusti A za molkov, slovenski kavboj je iz angleškega in tako naprej. Lahko pa so besede podobne zgolj naključno. Tako naša beseda politi je zelo sorodna, zelo podobna, bom rekel, angleški pul, tudi pomensko, pa nimata nobene skupne druge, nimata skupnega izvora. Ali angleško hike in naše pohajkovati, seveda zgolj slučajna podobnost. Slovenci se za etimologijo že dolgo časa zanimamo bolj kot večina drugih evropskih narodov. Razlog temu zanimanju je, da živimo na razmeroma majhnem prostoru, ki je edinstveno stičišče treh največjih evropskih jezikovnih skupin, romanske, germanske in slovanske, poleg tega pa mejimo še na neindoevropsko madžarščino. Iz središča slovenskega jezikovnega prostora do katerekoli jezikovne meje, torej nikoli ni bilo kaj dosti več kot en dan ježe ali morda nekaj več vožnje s kočilo. Danes je to seveda 1 ura po avtocesti. Za nameček pa so drugače govoreči živeli tudi z nami. Že proti koncu srednjega veka so bile pri nas kolonije tujih, zlasti bavarskih Nemcev. Potem k nam so prihajali skoki, ki so bežali iz Balkana pred Turki. Pri Maši se je bralo latinsko, tako da nek stik z drugimi jeziki je imel slovenski človek pravzaprav že od nekdaj in pri razmišljajočem človeku to opažanje pravzaprav vzbuja neko razmišljanje, ki potem malo pripelje do etimoloških razmišljanj. Morda vendar ni odveč povedati, da smo Slovenci prvi med Slovani stopili v svet vrednot zahodnega sveta. Tega nam v šoli niso povedali in samo ugibamo lahko, zakaj ne. Prvi smo se namreč povezali v državno tvorbo, prvi smo sprejeli krščanstvo zahodnega tipa in prvi smo pisali v latinični pisavi. Prek nas so preostali Slovani prevzemali prve krščanske termine, kot sta križ in Rim, zato se ne gre čuditi, da imamo tudi v etimologiji slovanski primat. Etimološke obravnave najdemo v domala vseh delih polihistorija Janeza Žige Valentina Popoviča, rojenega v Orclinu pri Celju. Popovič je bil profesor nemščine na Dunajski univerzi in avtor temeljne nemške slovnice, ki je doživela 10 ponatisov. Celo v njegovi knjigi Untersuchungen vom Meere, ki je leta 1750 izšla v Leipzigu in velja za temelj oceanografije, se v mnogih izrazih, predvsem pa lastnih imenih, ustavlja s filološkimi, tudi etimološkimi opaskami. Popovič tu ne obravnava slovenskih besed, temveč jezikovno gradivo iz širnega sveta, naprimer sicilijansko ime za etno, ki je monibello. Popovič se je lotil tudi slovenskega slovarja z etimološkimi podatki, ki pa je nedokončan ostal v rokopisu. Gradivo, kot ga poznamo danes, obsega 480 listkov v obliki slovarskih sestavkov na listkih manjšega formata. Enega vidimo na prosojnici, sicer tistega, ki obravnava besedo finkošte, torej vinkošti, in besedo popolnoma previdno izpelje iz grškega Pentekoste. Opis tega Popovičevega dela in njegov prepis prinaša monografija Versailles Vindicum, ki jo je uredil dunajski germanist Richard Reutner v sodelovanju z našim kolegom Petrom Weissom in je šla leta 2007. V tistem času so se v zahodnem delu naše celine že tiskali slovarji z etimološkimi podatki. Slovani smo že tedaj nekoliko zamujali, a Slovenci še najmanj. Verjetno res zato, ker so nam bili tuji jeziki nekoliko bližji kot večini drugih slovanskih bratov.
Leta 1792 je tako na Dunaju izpod peresa ljubljanskega operoza Marka Pohlina izšel drugi del njegovega slovarja z naslovom Glosarium Slavicum. To je prvi etimološki slovar kakega slovanskega jezika sploh. Ta primat Slovencev pa ni tudi zadnji, saj bo 100 let kasneje naš rojak Franc Miklošič objavil prvi znanstveni etimološki slovar slovanskih jezikov. A preden spregovorimo nekaj misli o Pohlinovem etimološkem delu, naj povem, da je Pohlin 11 let pred tem izdal prvi del svojega slovaropisnega projekta, kot bi se temu reklo danes. In sicer je to leta 1781 izšel slovar s naslovom Tu malo besediše 3 jezikov, da si za sklajne Wörterbuch in drei Sprachen, kot est parvum dictionarium trilingue. To je prvi slovar s slovenščino na prvem mestu. Slovar je razmeroma preprost in za slovenskimi istočnicami navaja pomenske ustreznice v nemščini in latinščini, ni pa majhen, saj prinaša več kot 10.500 slovenskih besed. Da časi in ljudje na Slovenskem že pred več kot 200 leti niso bili kaj prida boljši kot danes, potrjujejo misli iz uvodnih poglavij obeh Pohlinovih del. Iz uvoda k prvemu delu je razvidno, da so si tisti čas tudi drugi prizadevali napisati slovar, a v teh prizadevanjih razen o Popovičevem danes ne vemo kaj dosti, če sploh kaj. Pohlin zapiše takole. Zakaj se nisi ljubi Kranjc še zdavne poprej doli vsedel, ter kakor bi pihnil en velik, en cel popolnoma dikcionarjem spisal? To čast bi bil tebi iz srca preboljši. In morda je že tudi marski eden od 200 let sem, ker smo začeli Kranjci latinske črke špolati, začel ali komaj ABC spisal, se pak že tudi naveličal, ter vse skupaj naenkrat na klino pisal. Kako so tedaj sprejemali slovarje, kaže moto, natisnen na uvodnih straneh obeh Pohlinovih slovarjev. Pohlin ga je povzel po operozu Ivanu Florjančiču, juristu, ki je v ta namen uporabil epigram Johna Owna, angleškega nekonformističnega teologa in akademskega administratorja Univerze v Oxfordu iz 17. stoletja. Takole pravi. Qui legis ista, tuam reprehendo, si mea laudas stulticiam, si mihi invidiam. Ne vem, ali je ta epigram že preveden v slovenščino, jaz si nisem mogel kaj, in sem ga prevedel tako, da misel sicer izgubi nekaj angleškega prosvetljenskega svetovljanstva, a hkrati pridobi nekaj slovenske sedanje in verjetno že takratne pritlehnosti. Prevod imate na prosojnici. A vrnimo se k Pohlinovemu etimološkemu delu. Slovar obsega 2374 slovarskih sestavkov, od teh je nekaj kazalčnih, večina pa polnih s polnimi etimološkimi razlagami. Njegova glavna odlika je, da je bil natisnjen in izdan, zato je lahko stoletje služil generacijam slovenskih in drugih izobražencev. Pohlinov slovar vsebuje nemalo dobrih etimoloških razlag. Naprimer solata, ki jo primerja z italijansko besedo salata in izvaja iz latinske sal, češ, da je solata z soljo začinjena zelenjava. Tudi buter zelo natančno izpelje iz grškega butyron, to pa kot zloženko iz bus, govedo, in tyros, sir, torej kravji sir. Sir je v Grčiji ponavadi ovčji, ni kravji, zato je maslo, lahko maslo tako poimenovanje. Besedo sneg popolnoma pravilno primerja z nemškim šne, angleško snow, latinsko nix in grško nifas, čeprav je očitno, da Pohlinu ni bilo jasno, da so nekatere podobnosti med besedami posledica prasorodnosti, druge prevzemanja in tretje naključja. Pohlinovo delo je nastajalo v času, ko se je že rojevalo sodobno primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov. 2. februarja 1786 je imel namreč Sir William Jones v azijski družbi v Kalkuti predavanje, v katerem je na osnovi sistemskih primerjav med staro indiščino, iranščino, grščino, latinščino, gotščino in keltščino domneval njihov skupni izvor. Predavanje, ki je bilo natisnjeno 2 leti pozneje, velja za začetek indoevropskega primerjalnega jezikoslovja. Primerjalno jezikoslovje je postalo prvovrstno orodje,
ki je v naslednjih stoletjih omogočilo toliko novih jezikoslovnih in zgodovinskih spoznanj, kot nobena druga vrsta jezikoslovja vse do današnjih dni. Etimologija je prenehala biti veščina ugibanja. Postala je egzaktna znanost, ki morda še ne zna odgovoriti prav na vsa vprašanja, a zna odgovore vrednotiti z egzaktnimi merili. V argumentaciji se je podobnost umaknila glasovnim zakonom, s pomočjo katerih lahko brez kanca dvoma dokazujemo sorodnost tudi zelo različnih jezikovnih pravil. Slovenski števnik 10 je tako soroden z nič kaj podobnim angleškim ten ali nemškim cen, ali grškim teka, ali latinskim tekem, ali romunskim zeče. Tudi naš glagol, pač pa, kot že prej rečeno, naš glagol puliti in angleški pul nista sorodna, ker je to dokazljivo s primerjalnim jezikoslovjem. V angleščini ne bi nikoli imeli P na začetku, bi v tem primeru F, kot ga imamo recimo poln in angleško full, ker je to pač glasovni zakon. Podobnost v znanosti ni argument za sorodnost. In kasneje, kot jezikoslovci, so to ugotovili in usvojili tudi naravoslovci. Od leta 1859, ko je Charles Darwin izdal knjigo o razvoju vrst, vemo, da so ptičja krila sorodna z ničkaj podobnimi prednjimi okončinami plazivcev in da nimajo nikakršne sorodnosti z krili metulja. Ki sicer niso tako podobne ptiči, ampak imajo pa isto funkcijo. Stališča teh spoznanj bi kdo morda sodil, da je knjiga Urbana Jarnika z naslovom Versuch eines Etymologikons der slovenischen Mundarten in Österreich iz leta 1832, da ni bila ravno najsodobnejša, a taka sodba lahko nastane res današnje perspektive. Jarnikov slovar pravzaprav sploh ni etimološki, temveč besedno-družinski. V njem so v posameznih slovarskih sestavkih, katerih naslovni del je koren, zbrane slovenske besede, ki ga vsebujejo. Jarniku torej etimologija pomeni nekako diahrono besedotvorje, kakor je pač veljalo v tistih časih. Spoznanje, da so slovanski jeziki del indoevropske jezikovne družine, je moralo še malo počakati. Berlinski profesor za sanskrt in primerjalno slovnico Franz Bopp je sicer že v prvi izdaji svoje primerjalne slovnice, ki je izhajala med letoma 1833 in 1842, omenjal staro cerkveno slovanščino. A šele recenzija izpod pelesa našega rojaka Franca Miklošiča je to pokazala v tako jasni luči, da je Bopp drugo izdajo svojega kapitalnega dela, ki je začela izhajati leta 1857, preimenoval tako, da je slovanščina že v naslovu. Namreč vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslawischen, Gotischen und Deutschen. Franz Miklošič, rojen 1813 v Radomerščaku pri Ljutomeru, je na Dunajski univerzi ustanovil stolico za slovansko filologijo in bil njen prvi profesor. Ne samo, da je Miklošiča spoštovala in sledila vsa Evropa, mož je tega tudi vreden. Upoštevano, upravičeno, pravzaprav ga imamo za začetnika znanstvene slavistike, pa tudi albanistike, romistike, balkanologije, roministike in še česa. Ob mnogih delih filološke narave je poleg prve znanstvene slovanske primerjalne slovnice v 5 debelih knjigah spisal tudi prvi etimološki slovar slovanskih jezikov z naslovom Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen iz leta 1886. Ta slovar ima za istočnico koren, v danem primeru vidite Weber kot starospredno slovansko, potem so ostale zabeležbe v starospredni slovanščini, potem je takoj na vrsti slovenščina, sicer je vzel z evskim vokalizmom, ki je bil takrat očitno njemu bolj znan. Moramo vedeti, da je to čas pred Pleteršnikom. In v nadaljevanju
potem omenja tudi besede iz drugih neslovanskih jezikov, kot je litovščina, romunska sposojenka, litovščina, kaj je še latviščina, latinsko fiber in staro visokonemško bibar v tem primeru. Etimologije ne podaja, ker je takrat, če niso poznali, je pa primerjava čisto korektna. Po Miklošičevi upokojitvi je njegovo stolico zasedal Hrvat Vatroslav Jagič, bodoči slovenski jezikoslovci pa so se vse pogosteje izobraževali na Graški univerzi, kjer je od leta 1886 deloval Miklošičev učenec v Gorjanskem pri Komnu na Krasu rojeni Karel Štrekelj. Štrekeljeve zasluge v dialektologiji in zbiranju ljudskega slovstva so ogromne. V zgodovino etimologije pa se je tudi zapisal z nemalo izvirnih rešitev, predvsem izposojenk, kot so naprimer hujskati, kolobar, brešca, raca, šparon, tamar, po katerih je napisal slovarček s naslovom so slavišen Lendwörterrunde. Razrešil pa je tudi nekaj domačih besed, naprimer štula. V zvezi z raziskovanjem romanskih izposojenk je treba vsekakor omeniti še Franca Šturma, v zvezi z raziskovanjem nemških pa Ivana Grafenauerja, sicer v prvi vrsti narodopisca. Sodobni etimološki pristop k našim besedam se začne s Franom Ramovšem. Ramovš je bil soustanovitelj Univerze v Ljubljani in Akademije znanosti in umetnosti. Študiral je deloma na Dunaju in deloma v Gradcu. Dejstvo, da je Ramovš operiral tako slovenskim zgodovinskim gradivom, ki ga je izpisal iz protestantskih in drugih starejših del, kakor tudi z narečnim, ki ga je večinoma zbral sam, mu je omogočilo napisati doslej še nepreseženo, a žal nedokončano zgodovinsko slovnico slovenskega jezika, ob tem pa pojasniti toliko pojavov in vzpostaviti toliko etimoloških razlag, zlasti težje razložljivih besed, kot dotlej še nikomor drugega. Trditev je izmerljiva s štetjem. Namreč v 9739 slovarskih sestavkih, kolikor jih ima bezdajo etimološki slovar slovenskega jezika, je Ramovš omenjen 717 krat, torej skoraj v vsakem desetem. V času, ko je novomeški gimnazijski profesor Ivan Koškijal, po očetu Čeh in po materi Slovenec, rojen 1877 v Gradcu, sestavljal slovenski etimološki besednjak, ki je nedokončan na 760 lističih ostal v škatlah, je Fran Ramovš v prvi knjigi letopisa Akademije znanosti in umetnosti, ki je šla leta 1943, objavil osnutek pravega znanstvenega etimološkega slovarja slovenskega jezika in to je primer slovarskega sestavka Skrajca. Tam je objavljenih več sestavkov, ampak to je eden od njih. Ta osnutek ima težišče v slovenističnem prikazu in slovenistični interpretaciji slovenskih besed, manj se posveča širši slavistični problematiki, še širšo indoevropeistično pa sploh pušča nemara. Tako zastavljen etimološki slovar bi bil smiselen, če bi nastajal takrat in bil dokončan vsaj v 50 letih prejšnjega stoletja. A to ni bilo mogoče. Ramovševa prioriteta je bila zgodovinska slovnica, priprave na lingvistični atlas, poleg tega je imel vse polno drugih obveznosti, od profesorskih prek pravopisnih do funkcionarskih in bil je bolan in prezgodaj umrl. Za nameček je januarja 1944 na Nuk padlo nemško transportno letalo in požar je uničil dobršen del knjižnice slavističnega seminarja. Ramovš je vedel, da se etimološkega slovarja ne bo lotil ne on, ne preostala dva člana etimološke komisije SAZU, namreč Ivan Grafenauer in Rajko Nachtigal. Zato je za delo navdušil svojega učenca, Franceta Bezlaja, ki je bil že pred vojno doktoriral iz fonetike slovenskega knjižnega jezika in ki je tisti čas služboval kot gimnazijski profesor. Bezlaj je začel sistematično ekscerpirati strokovno literaturo in zelo kmalu ugotovil, da slovenističnih problemov ni mogoče reševati zunaj slavističnega in indoevropeističnega konteksta. Da je treba pravzaprav vse tri segmente gledati vzporedno in na ta način celostno reševati etimološko problematiko, katere del je tudi slovensko besedje.
Bezlaj je svojo etimološko misel udejanjal v mnogih etimoloških in drugih primerjalno-jezikoslovnih člankih in razpravah, ter v prvovrstni monografiji Slovenska vodna imena, ki je izšla 1956. leta, prvi del, drugi pa 2 leti kasneje, če ne spomenim ali več. Deloval je kot profesor za slovansko primerjalno jezikoslovje na ljubljanski filozofski fakulteti in imel vse skozi po mislih etimološki slovar slovenskega jezika, katerega prvo knjigo z besedami na A do J je pripravil le nekaj let pred upokojitvijo. Išla je namreč šele leta 1976. Tu moram prikaz nastajanja etimološkega slovarja slovenskega jezika prekiniti. Poleg slavistične primerjalno jezikoslovne in etimološke tradicije je namreč na slovenskem vzniknila tudi indoevropeistična. Njen začetnik je bil Karel Štir, ki pa se je po 5 letih, bil je namreč akademik, zanimivo je pri njem to, da se je po 5 letih tej časti odpovedal in v odstopni izjavi zapisal, da želi imeti mir. Štir je, to je, mislim, da je edini primer. Štir je indoevropeistična znanja pridobival na Dunaju, v Gracu in Londonu. Veliko se je ukvarjal z antičnimi in predantičnimi, substratnimi, maloazijskimi in balkanskimi jeziki, pustil pa je sled tudi v slovenski etimologiji, na primer pri razlagi besedi sla. Širšo indoevropeistično slavo si je zaslužil njegov učenec Bojan Čop, predvsem s poglobljenimi študijami o anatolskih jezikih, ob tem pa je razrešil lepo število dotedaj zagonetnih besed, med njimi mnogo baltskih in slovanskih, na primer varati, beseda, drevi, ležen, gnezdo, krs, korist, če omenim le nekatere slovanske in slovenski preobleki. Podobno preobleki. Tudi njegova naslednica na oddelku za primerjalno jezikoslovje, Varja Cvetko-Orešnik, se je v zgodovino etimologije zapisala z nekaj izvrstnimi razlagami, na primer členice koli. Ker sem bil od leta 1978 dalje Čopov učenec, sem se od njega že v rosnih letih naučil, da je uspešnost vsake etimološke razlage odvisna od neoporečnega postopka, od neoporečne uporabe vseh spoznavnih sredstev primerjalnega jezikoslovja, ki omogočajo rekonstrukcijo in vpogled v raziskovano besedo v predzgodovinskem času, torej v času, ko je beseda nastala. Verjetno zaradi mojega navdušenja nad etimologijo in ne toliko zaradi dobrih ocen, ki niso bile vse ravno odlične, me je profesor Čop jeseni 1981 napotil v kabinet profesorja Buzlaja, češ, da sta dogovorjena, da se oglasim pri njem. Tako sem še pred diplomo začel delati v slovenski etimološki delavnici pri dokončevanju druge knjige etimološkega slovarja slovenskega jezika, ki je z letnico 1982 išla leto kasneje. Od tedaj pa vse do leta 2008 sem se posvečal samo etimologiji in primerjalnemu jezikoslovju kot njenemu glavnemu orodju. Profesor Bezlaj je takrat že imel svojo naslednico na fakulteti, namreč Alenko Ševic-Tudar, ki je tudi avtorica več izredno dovršenih etimoloških razlag, kot naprimer praprot, netopir, skeleti. Pri svojih 71 letih je, ko sem začel delati v njegovi etimološki delavnici, se je profesor zavedal, da ne bo videl zaključka svojega slovarskega dela, zato si je želel vzgojiti naslednika. 2 leti kasneje se je etimološki delavnici pridružila še Metka Furlan, s katero sva po profesorjevi smrti dokončala 3. knjigo z besedami na P do S, ki je šla leta 1995, nato pa še 4. z besedami od Š do Ž, ki je išla 10 let kasneje. Kazala k vsem 4 slovarskim knjigam, ki so išla leta 2007, pa sta sestavila kolegica Simona Klemenčič in jaz. Dokončanje temeljnega etimološkega slovarja slovenskega jezika, ki na skupno 1349 drobno natisnenih slovarskih straneh obsega 9784 slovarskih sestavkov, v skupni dolžini 8,8 milijonov znakov, je omogočilo prav dejstvo,
da sva dva sodelavca pri tej nalogi delala več kot 20 leti in pri tem nisva imela skoraj nobene druge obveznosti. Etimologija ima za narod večkratni pomen. Spoznavanje izvorov lastnega jezika je spoznavanje samega sebe, svoje preteklosti, brez katerega si težko predstavljamo kakovostno sedanjost in prihodnost. A ne bom se zapletal v interpretacije, ki jih premalo razumem, omejil se bom na dejstva. Da smo Slovenci žejni etimologije, dokazuje na primer dejstvo, da so bile prve 3 knjige Bezlajevega etimološkega slovarja slovenskega jezika, ki so izhajale v času, ko je bila knjiga lahko le v tiskani obliki, kljub težkemu znanstvenemu izražanju razprodane v nakladi 2500 izvodov in noben zvezek ni bil poceni. Za prvega sem kot bruc odštel tedanjih 450 novih dinarjev, to je bilo skoraj polovico moje tedanje res da nizke občinske štipendije. Ampak je treba imeti za pivo, za cigarete in tako naprej. Ne, to je šlo pa za drugo. Dalje. Moj poljudno-znanstveni etimološki slovar slovenskega jezika je bil doslej prodan v 13.000 izvodih, za spoznanje manj poljudni etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen pa v 2500, pri čemer moram omeniti, da je ta slovar izšel leta 2009, ko za mnoge Slovence tiskana knjiga ni bila več poglavitni vir znanja. Odkar smo uporabnike razvadili s prostim dostopom do slovarjev na svetovnem spletu, to se je v Sloveniji dokončno zgodilo oktobra 2014 z vzpostavitvijo portala Fran, se je moral na splet preseliti tudi etimološki slovar. Tretja izdaja slovenskega etimološkega slovarja, ki je na spletu prosto dostopna od oktobra 2015, je tako postala prva spletna objava kakega slovanskega etimološkega slovarja v formatu HTML. Nekaj PDF-ov je bilo že prej, ampak tisto je narobe. Od objave do danes beleži 3.700.000 obiskov, kar je v povprečju 1450 dnevno. Ob tem pa se za današnje čase nepreslabo prodaja tudi tiskana izdaja s povsem enako vsebino. Mimogrede naj omenim, da je slovensko zanimanje za poljudno-znanstveno etimologijo spodbudil tudi etimologe drugih slovanskih narodov za tak prikaz. Tako je leta 2001 v Pragi izpod tipkovnice Jiržija Rejska izšel český etimologijski slovnik. Kolega Rejzek je nekaj let pred tem več mesecev gostoval v ljubljanski etimološki delavnici. Leta 2005 je v Krakovu izšel slovnik etimologični jezika polskega, ki ga je napisal Jesvok Boreš. V Bratislavi leta 2015 stručni etimologijski slovnik slovenčini, ki ga je izdelal Igor Kralik. V Zagrebu je prvi del etimološkega rečnika hrvatskega jezika izšel leta 2016, drugi, ki je tudi zadnji, pa letos. Na njegovo naslovnico so se podpisali 4 avtorji, Ranko Matasovič, Tegun Pronk, Dubravka Ivšič in samo pri prvi knjigi tudi Dunja Brozovič-Rončevič. Tudi v Beogradu so projekt velikega etimološkega slovarja menda začasno postavili na stranski tir in zdaj izdelujejo krajšo različico. In vse kaže, da bo v prihodnjih letih nastal tudi makedonski etimološki slovar, tega tipa, za katerega je kolegica Emilija Neškovska-Čvetnik že napisala koncept. Leta 2013 je izpod peresa Metke Furlan izšel poskusni zvezek novega etimološkega slovarja slovenskega jezika, ki je v naslednjih letih začel izhajati kot eden rastočih slovarjev na Kranu. Doslej je objavljenih 350 slovarskih sestavkov, predvsem nestandardnega, narečnega besedja in pripadajočih vodilk. Ker Slovenci dokazljivo potrebujemo etimologijo in smo zanjo pripravljeni tudi kaj plačati, bi se kazalo vprašati, kako je treba delovati, da bomo to potrebo zadovoljevali tudi v prihodnje. Ker dosedanja praksa ni ravno slaba, bi morda lahko izhajali iz tega, kar imamo. Najprej potrebujemo mrežo izobražencev, ki se v teh rečeh znajo vprašati in razumejo odgovore, ki jih preberejo v čim bolj dostopnih delih. To niso samo humanisti, temveč izobraženci najrazličnejših smeri.
Ker dijaki nekaj o etimologiji izvedo že v gimnaziji, je temu pogoju tako rekoč zadoščeno. Pravzaprav še več. Danes o etimologiji prek portala Franček lahko veliko izvedo že v osnovni šoli. Na Frančku je namreč objavljen moj šolski etimološki slovar z doslej 2043 zares preprosto napisanim slovarskimi sestavki. Kdo študira kako jezikoslovno smer, se v teh rečeh pouči še malo globje in zato lahko etimološki slovarje praviloma prebira z večjo stopnjo razumiranja. Dalje torej potrebujemo izobražence, ki etimološko argumentacijo razumejo do podrobnosti. V tem krogu so predvsem primerjalni slovanski in indoevropski jezikoslovci, ki jih Filozofska fakulteta v Ljubljani na leto izrazi morda 5-6, tukaj nekje je. In konec koncev potrebujemo v vsaki generaciji po nekaj strokovnjakov, ki poznajo etimološko metodo do mere, ki omogoča njen razvoj in ki lahko na času prilagojen način predstavljajo tudi stara spoznanja. Pol generacije mlajša od mene, kolegica Simona Klemenčič, je poskrbela za etimološko osvetlitve v slovarju novejšega besedja slovenskega jezika iz leta 2012, od tedaj pa izdeluje etimološke osvetlitve v ESSKJ, ki kot rastoči slovar izhaja na hrano. Izmed še mlajših, ki etimološko metodo zares dobro poznajo in razvijajo, pa najprej omenjam Mateja Šeklja in Luko Repanška. Oba se v veliki meri posvečata slovničnim in drugim vprašanjem primerjalnega jezikoslovja. Izmed njunih leksiki posvečenih del omenim samo Šekljevo monografijo o Livku, ki je postala zgled za zbiranje in interpretacijo lokalnega imenja manjšega področja, in Repanškovo monografijo o keltskih prežitkih na slovenskih tleh, ki je pionirsko zaorala v neraziskano letino in iz nje naredila pregleden gaj. In seveda ne pozabim na najmlajšo generacijo. Maja Rutter na Inštitutu za slovenski jezik prevzema etimološke osvetlitve pri sprotnem slovarju slovenskega jezika, sodeluje pri pisanju etimoloških osvetlitev za ESSKJ in bo v naslednjem letu prevzela veselje in breme šolskega etimološkega slovarja. Posebej omenjam še enega malo starejšega kolega, namreč Silva Dorkarja, ki je v prejšnjih letih res da objavil kaj zgrešenega in kaj zadetega mimo etimološke metode, je pa lani dokončal kar zgledno imenoslovno delo z naslovom Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske. Marsikoga in marsičesa nisem in ne bom posebej omenil. To velja tako za mlajše kolege, za katere še ne vemo, ali bo etimologija prevzela v zadostni meri, kakor tudi za tiste starejše, ki metodo poznajo le bežno ali pa še tega. Etimološka metoda je namreč stvar fakultetnega študija in ne občutka. Obsega spoznavanje etimoloških orodij, postopkov in prijemov, ki pripeljejo do želenega rezultata. Zaradi diletantskih etimologov je bila etimologija nekdaj na slabem glasu, češ da je to igranje z besedami, pri katerem soglasniki pomenijo malo, samoglasniki pa nič. Žal se premnoga taka etimološka, zlasti imenoslovna dela pri nas prodajajo kot vrhunska znanost. Pa je ne bom omenil, nomina so odiosa. Etimološko delo bo treba nadaljevati. Mnoge leksikalne enote, besede, frazemi, lastna imena, predvsem zemljepisna in priimki, so še nepojasni. Za nekatere že obstoječe razlage pa velja, da jih bo treba ponatančiti ali znati predstaviti vsem, ki jih zanimajo ta vprašanja na času primeren način. Ali pa zgolj odpreti oči. Posebej opozarjam, da se mora dobra etimološka razlaga iziti brez ostanka. To pomeni, da taka razlaga razloži vsa lingvistična dejstva in jih uskladi z našim vedenjem o predstavi poimenovalnika. Poglejmo si za konec nekaj dobro rešenih primerov. Prislov narobe prvotno pomeni na robove obrnjena obleka, na rob. Obrnjena torej tako, da so robovi, na katerih so skupaj sešiti posamezni deli, obrnjeni navzgled.
Torej, od tod se je ta pomen razširil potem na vse drugo, kar je narobe prvotnega, narobe lahko samo obleka oblečena. Ali, etimološko razlago potrebuje vsak frazet, sicer ni frazet. Imeti koga na piki prvotno pomeni, da smo vanj upirili sulico, saj beseda pik pomenila konica sulice. Kot se še ohranja v poimenovanju barve pri kartah, ki prav tako predstavlja to orožje. Že dolgo vemo, da je rastlinsko ime murka izpeljano iz danes pri nas pozabljenega pridevnika mur, ki je pomenil temen, ki ga v pomenu črn še navaja pretešnik in ki se ohranja še naprimer v ruskem muri v pomenu temno-siv. A dejanska semantična motivacija, torej dejanska etimologija, se pojasni šele, ko sestavimo več jezikovnih in zunaj jezikovnih dejstev. Murka, ta, ki je slikana tukaj, je jesenska, torej že dozorela je črna, sicer je rdeča, junija in julija. Pridevnik mur se je namreč v slovenščini najkasneje v 16. stoletju pomešal z nemško sposojenko mur iz srednje visoko nemškega more, ki pomeni črnc za morec. Označevala je torej črne ljudi, črnce, zlasti maure, s katerimi smo imeli vsaj v Primorju nekaj več stika, spomnimo se lepe vide. Iz pridevnika je tvoren tudi samostanik murec, katerega feminitiv je murka, pomeni črnka za morka. In ta mala alpska cvetica ni poimenovana neposredno po črni barvi, temveč po zamorčici, katere je glava tako skuštrana res spominja na to cvetico. Gre torej za metaforo iz pomena črnka in ne neposredno tvorenko iz pridevnika mur v pomenu temen. Dokaz za to, ja. Bavarska nemška beseda Börlein, ki prav tako pomeni cvetico burka, ta beseda je manjšalnica že omenjene nemške mor in to je pomeni zamojček. In tudi latinsko poimenovanje te cvetice, ki je nigritella, lahko razumemo kot zamorčica. Od niger je zamorec, potem nigrita bi bila zamorčica, že pravzaprav manjšalnica, nigritella pa še enkrat manjšalnica. Tvorjenko moškega spola z individualizirajočo pripono in, kot jo imamo mi v priimku Hrvatin, ali kot jo imajo Srbi v svojem poimenovanju, torej etnonimu Srbin, imamo mi v besedi Murin, ki smo jo potem po moderni vokalni redukciji začeli pisati Muren, in Muren je seveda črn hrošček. Ta ista srednje visoko nemška beseda more, ki pomeni zamorec še danes v nemščini mor, je prevzeta iz srednjeveško latinske maurus, ki pomeni maver, torej prebivalec tedanje Španije. In iz tega imamo prek svetniškega imena pri nas priimek Maver s patronimikom Mavrič. Pa ne samo to, imamo tudi Mavrica. To je namreč eufemistična manjšalnica starejše Mavra, v 16. stoletju že sama beseda Mavra pomeni Mavrica. In gre pač za žensko obliko od Maver, to se pravi, da je beseda Mavra prevzeta v slovenščino kot beseda s pomenom Mavrka, žena od Mavra. In kako bi zdaj ta žena, ki je bila bolj temne polti, dala našo pisano Mavrico, ne po tenu, temveč po obleki. To je mavrska noša, ki je dejansko zelo pisana in naše gospe, ki so bile bolj pogrebnih barov, verjetno takrat oblečene, in so bile kakšno gospod na ladji, kaj je v Trstu, v Kopru, v Piranu, in so rekli tudi tako, potem Mavrici rekli tudi tako kot Mavra, kot tista gospa. Apropo,
črnomorogasti kravi mi tudi rečemo Maura, ker je pisana in še črna gora. Gre torej za metaforski pomenski prenos človeka na žival. A beseda Maura, ker je beseda Maura pomenila tudi Maurica, o Maurici pa so verjeli, da tam, ker se dotakne tal, popije vso vodo iz studencov, se je potem tistemu, ki je veliko pil, so rekli, pije kot Maura. Ne? Ampak ker je Maura krava, so potem frazem predrugačili pije kot krava in danes imamo iz tega pravzaprav samo še pijan kot krava. Krava ni čisto nič kriva za to, ne? Da je kdo pijan. Kriva je pravzaprav Maurica, ki popije vodo iz studencov. Tako kot pravzaprav tudi žolna ni kriva, ne? Če kdo pije kot žolna. Zakaj kdo pije kot žolna? Tukaj sta možni dve razlagi, ki sta se pa verjetno združili. Ne? Lahko je pravzaprav nastala iz nepotrjenega frazema, žal nekjer ni zapisanega, piti kot žolnir. Žolnir pomeni vojak, in vojaki so seveda od nekdaj bili pijanci. To bi bilo smiselno. A kako je iz žolnirja nastala žolna? Po analogiji, se pravi po matematičnem razmerju, ki je tukaj napisano. Torej, če je razmerje kurba nasproti kurbir enako žolnir proti x, pomeni, da je x enako žolnir krat kurba deljeno s kurbir in vse to pokrajšamo, da imamo ven žolna. To je čista matematika. Druga stvar je še, da je na to besedo žolna, ker žolna namreč nič bolj ne pije kot drugi ptiči, zelo malo pije. Da je vplivala nemška beseda šlukšpek, ki tudi pomeni pijanec. In izgleda kot zloženka iz šluken, gautati in špekt, kot pomeni žolna. V resnici je tisti T na koncu pristopil, tako kot v, recimo, jest pri nas, ali pa v nemščini akst, proti angleškem ex, ne. Torej, T je sekundarni in prvotno je to bavarska beseda s prvotnim pomenom požrešnež in se je glasila šlukšpek. Torej, kdo požira slanina, ne, špek. Verjetno, eno od tega dvojega ali oboje je potrebalo nastanku tega frazema. Etimologija rešuje tudi temeljna vprašanja, kot je, na primer, kaj je življenje ali kaj je bilo prej kura ali jajce. Seveda ne rešuje teh vprašanj absolutno, temveč nam razkriva predstave naših davnih prednikov o tem, kako so si predstavljali ta razmerja. Beseda življenje je seveda glavenik. Na vprašanje, kaj je življenje, se odgovorili, da življenje je glavenik. Ampak od katerega glavola? Od glavola živeti bi imeli življenje. Tako kot imamo od hrepeneti hrepenenje, tako bi morali imeti od živeti življenje. Ne? Imamo življenje. To pomeni, da beseda ni glagolnik od živeti, ampak je glagolnik od živiti. Kajti od loviti imamo lovljenje, od zdraviti imamo zdravljenje, torej je življenje lahko samo od živiti. Kaj pa pomeni živiti? Živiti pomeni preživljati, prehranjevati. Torej prvotni pomen besede življenje ni to, kar si danes predstavljamo pri tem, ampak je hrana, prehrana. Tisto, kar omogoča življenje. Ko nekoga živiš, ga preživljaš, s tem podaš življenje. In ta pomen je še razviden v današnji rabi, ko rečemo, da nekdo nima niti za življenje. Meni nima za hrano, ne za druge stvari. Seveda, razmerje med življenjem in trpljenjem je za Slovence vedno usodno. Tudi trpljenje ima tisti J, ker od trpeti bi pričakovali trpenje, pa imamo trpljenje. Zdaj, po mojem mnenju je trpljenje nastalo analogno po življenju, spet po takem analoškem postopku, kot smo že prej videli pri žovni. Torej, razmerje živeti proti življenje je enako trpeti proti x, pomeni, da je trpeti krat življenje, deljeno živeti in tako to pokrajšamo, kot smo se učili v osnovni šoli, trpljenje. Zdaj, slovenski etimologi, imamo še nekaj časa?
Slovenski etimologi smo zavezani tudi k etimološkemu reševanju trših orehov širše slovanske in evropske indologistične problematike, torej ne samo svojih lastnih besed, kot so te malenkosti, ki kažejo na naravo slovenske duše. Ena takih besed, ki se je v zadnjih letih posrečila, je pajek. Pajek je namreč po stari razlagi pravijo, da bi to bil ta prefiks pa, ki pomeni nepravi kasnejši, kot zdaj imamo recimo pastorka, pamet tudi ima, ali pa v mlajših sestavljah, kot je pastavek, pa jesen. Skratka pomeni nepravi ali kasnejši. V besedi pamet pomeni kasnejša misel. In pa tukaj naj bi bila indologska beseda alba onko, ki pomeni karo kljuka in najdemo v stari angleščini, v latinskem uncus, v grškem onkos, v starinsko litovsko kar je sidro, ima kut, verjetno je vrtki vzadjo, kar pusti mrežo pomembna. Zdaj, ko sem si jaz ogledoval to etimologijo pred 30 leti, ni ništa v račun več stvari. Namreč pomeni. Če honko pomeni karo kljuka, pomeni, da bi pajek pomenil neprava kljuka, nepravi kabel, ali pa kasnejši kabel, kasnejša kljuka. Dalje, zakaj prevoj? Imamo pajenka proti pavonka. Torej, slovenščina ima pajek z ejem, enako polščina, pajonk, kaže na en, preostali slovanski jeziki kažejo na on, pavuk, pavok, češko in tako. Torej, imamo prevoj, ki ga ne bi pričakovali v tematski tvorbi. Pajek je namreč tematska tvorba. In dalje ohranitev E ob H2, to je za indologiste pač nezamisljivo. Vse bi rekli, ja, kaj pa če je nič ta stopnja, ja, ni zato, ker tisti E dolg, ker kaže, ja. Tisti E je dolg in potem ne more biti iz nič te stopnje. In zdaj, ko stvar tako razmislimo, ugotovimo, da je beseda morala biti prvotno atematska tvorjenka. Če je bila atematska tvorjenka, pomeni, da je tisti G na koncu pripona. Če je pripona, je po slovanski maniri manjšalniška pripona. Kaj pa je prej? Prej pa imamo nek korenski samostalnik, ki je narejen zelo po starem indoevropskem vzorcu, kot je recimo poc, pedes, to je tisti, ki stopa, to je noga, iz korena pet, tako bi imeli tukaj iz korena H2M, pač tisti, ki zgrabi. Ne samo to, ampak mi imamo tukaj še prefiks spredi, to je stvarca, ki me še nekoliko moti in briga. Imamo namreč pohem, ki se ohranja v večini slovanskih jezikov v glagolu pojenti, mi ga imamo izpodjanke iz tega, pojenti pomeni zgrabiti in pričakovana tvorba po starem indoevropskem sredotvornem vzorcu za tvorbo nomina agentis je in slovanskim, oziroma valjsko-slovanskim vrtkijem, oziroma ne vrtkijem, podrešavo v predponi, dobimo iz tega pajem proti pajon, paon proti pajen. In potem manjšalnica, pajenka in paonka, kar pomeni, da je pajek tisti, ki zgrabi in je majhen. Torej, mali grabežljivec. In to dejansko ustreza temu, kar pajek počne v svoje življenje. Tako etimologijo pri Slovencih vidim jaz. Kdo drug bi morda poudaril druge podrobnosti, težko pa bi bistveno drugače predstavil glavne mejnike v več kot četvrttisočletni zgodovini slovenske etimološke misli. In to so pač mejniki, so predvsem slovarski.
Vsem prisotnim se zahvaljujem za udeležbo v tej nehvaležni uri, za potrpežljivo poslušanje in seveda se ponujam, da v nadaljevanju odgovarjam na vaše vprašanja.